Seveda, da bi se izognili brezzobosti po 60. letu, predlagamo, da seveda vsi pacienti v bistvu skrbijo za svoje zobe z natančno in dobro ustno higieno in pa da v bistvu redno obiskujejo svojega zobozdravnika v bistvu od svoje rane mladosti, praktično pa bi jaz rekla, da od rojstva dalje. Kaj pa takrat, ko zob nimajo? Takrat, ko zob nimajo, pa seveda predlagam, da poiščejo torej zobozdravnika, seveda za to, če so v relativno težji finančni situaciji tistega, ki dela po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in pač poskušajo seveda to svoje stanje ust in zobne votline zadovoljivo oskrbeti torej v funkcionalne in pa estetske namene. V sporočilu za javnost ste zapisali, da bo s tem sistemom, če bo sprejet, vedno več starejših ljudi postalo brezzobih. Zakaj? Ja, seveda to kažejo izkušnje iz tistih držav, ki so tak podoben sistem uvedle in seveda zaradi velikega pritiska pacientov pa relativno malih sredstev, ki jih namenja država, je torej na račun javnih zdravstvenih financ relativno težko zadovoljivo skrbeti vsakega posameznega državljana in državljanko. Zakaj se bodo po vašem podaljšale čakalne dobe? Zato, ker po našem mnenju v nobeni zdravstveni dejavnosti danes ne moremo zagotoviti, da bodo čakalne dobe z enako sredstvi ali pa še celo pri nekaterih izvajalcih z manj sredstvi ostale vsaj enake, če se ne bodo podaljšale. Namreč v vseh drugih zdravstvenih dejavnosti, razen v zobozdravstvu, smo dostopnost povečali in skrajšali čakalne dobe za tem, da smo zagotovili torej več sredstev in pa razširili programe. In tako bi bilo, vsaj po našem mnenju, najbolje tudi v zobozdravstvu, plus tega, da bi seveda prerazporedili tista sredstva, ki niso realizirana od izvajalcev, ki jih ne realizirajo, ki izvajalcem, ki ta program dosežejo ali celo presežejo, pa zato ne dobijo torej plačano. Kam naj se obrnejo starejši ljudje, če ne uspejo dobiti zobozdravnika? Ali pa da je zelo dolga čakalna doba? Ja, težko rečem, se pravim, po našem mnenju bo to lahko da zdaj še celo težje in da se bodo čakalne dobe podaljšale, ker če po mnenju torej političnih odločevalcev naj bi bilo enako za vse, je pač lahko enako za vse, za tistega, ki ima v končni fazi tudi več sredstev, kot za tistega, ki je na nek način socialno ranljivejši ali pa ima težko patologijo. Mi pa si želimo poskrbeti in oskrbeti vsakega državljana in državljanko. To pomeni iz tega, kar ste povedali, da tiste, ki ima denar, bo imel tudi urejene zobe, drugi pa ne? Ja, gledajte, to zdaj, če je bilo tako razumljeno, o tem nismo mi odločali. Politični odločevalci so se odločili in so posameznega državljana in državljanko ovrednotili s točkami in posledično tudi z sredstvi. Ta sredstva so pa za zobozdravstvo vseeno relativno mala in na to opozarjamo tudi že dalj časa. Hvala lepa.